In snema štart iz štartnih blokov. Gospoda, kakšna se vama zdi ideja, da bi po vzoru tega, kar naj bi morda bilo v prihodnje v Državnem zboru, da bi imeli testiranja pred snemanjem? Nobenih težav s tem. Pač. Oprosti, ne, samo malo. Tukaj je vprašanje človekove. Ne. Absolutno imam absolutne težave s tem. Za vprašanja poseganja v osebno integriteto in podobna sranja in za izživljanje nad kolegi, ne, bi pa klele jaz... ampak sej, glede na to, da ti pada denar z neba, da te mi plačujemo, recimo, ne, bi bili poslanci upravičeni. Misliš, da ne, ta testiranja? Dobro, zdaj sem na poslance razširila, ampak zakaj? Če ti sem mislil, da si nas tri sej sem, ne, ampak jaz sem mislila, da ti kle hočeš biti zdaj smešen. Mislim, hkrati sem smešen in hkrati sem ogorčen. Zakaj ogorčen? A na beli prah se bomo testirali, na steroide pa ne? Kakor jaz vem, so steroidi v športu prepovedani. Ne, jaz bi na vse. Ja. Na vse. Mislim, na kaj bi jih ti testirala? Na inteligenco? Pa so vsi padli. Dobro, to klele, moramo vsem biti malo... Ne tako ostro. Ne tako ostro, ker inteligenca zna biti tudi, kaj bomo merili, IQ kvocient, od koliko pa nad koliko. Ne, gled, tako, realno se mi zdi, to je zelo pač perverzna in poniglava potegavščina, ne, ki odpira ful enih možnosti za malverzacije in podtikanja in kakšno podtikanje? Diskvalifikacije. Če je 0-0, kaj podstikam? Ali si na koki ali nisi? Kaj podstikam? In veš, kako pa ti veš, da so s tvojim vzorcem vse pravilno delali? Da je prišel tvoj vzorc na urad, da kaj že? Misliš, da bi že klebili problemi? Seveda bi ne bi verjel, da bi postopki bili izpeljani. Kdo pa to predlaga? Glede na to, kdo predlaga, imamo vse razloge za to, da smo sumničavi do tega predloga. Antiša ni. Antiša ni sumničav. Jaz nisem sumničav do tega, da se mene testira, Nataša. A vidiš, ampak Antiša pa mora biti. Evo, vidiš, pa se že ne strenjamo v uvodni točki. Antiša, zakaj nisi, pa bi mogel biti? Predvsem je to en tak, tako ne vem kaj če reči, umazano, smrdljivo, populističen predlog, da mislim, v odsotnosti drugih idej, pa s takimi ven hodijo, a veste, to je juhej, ne, pa... Je pa tako, kaj Aljaš rekel, za manipuliranje je krasen, pa v vseh medijih bo. We ain't seen nothing yet, veš. To je samo blag začetek za ogrevanje, kaj šele bo. Špica, In zato je treba klep postaviti mejo, ne, in reči, a ste vi na glavo padli tako preko mene mrtev, ker to, da se oni mislijo, da je tak poseg v osebno avtonomijo, ne, v pač osebno integriteto in avtonomijo posameznika, da je to pa kar v redu, pa da bojo oni kar določili pravila, na kaj se bomo testirali, na eno na drugo ne, to, kar se Stevu to nekaj zdi, pač ne. Pač ne, toliko da veste, ampak malo za manipuliranje, za te potrebe, upam, da smo lepo nazorno pokazali, kaj se da, pa ne, za te potrebe bi bilo pa top. No pa daj mogoče špico zdaj, Aljaš. Pred nami je častna naloga. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Saj vam vidim v očeh, me zdi neverjetno. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobo. Želijo pač imeti referendum, mi jih bomo pa preiskovali v Državnem zboru. Toliko iskrenosti. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Predlagam, da se s tem čim prej sprijaznimo. Se res kje pa Andraž? Po mojem na testiranju, zna biti, da je na testiranju. Zadržan. Zadržan v sosednji sobi. Ni na redu. Dobro. Oprosti, preden začnemo, imamo dnevni red, samo nekaj admina. Tisti, ki ste morda spregledali mail glede piknika, in to poslušate v petek zjutraj, zapravo na dan objave, še enkrat hitro pogledajte mail, notri so pomembna obvestila. Hkrati pa Sabina in Maša, ki sta se pridružili
podpornicam in podpornikom Metine liste preko nakazila na TRR, kar je pravično in se spodobi. Če se vam ljubi, bomo zelo veseli vajinega maila na info@metinalista.si, zato da vam lahko tudi sporočimo vse te goodies, ki vama pripadajo kot podpornicama. Zdaj pa izvoli. Super, da si se to spomnil, hvala ti, Aljaž. Ja, zdaj pa, na dnevnem redu bomo rekla pač vlada, zdaj med tem, ko snemamo, se vlada postavlja, ampak mislim, da pač noben ne meni, da ne bo potrjena v petek, da bo že, ko pride ta epizoda ven. Snemamo pa v četrtek, se pravi, Janez Janša je bil za mandatarja izvoljen z 51 glasovi, z enim iz opozicije, o čemer se je kar nekaj govorilo. Dejal je v prvem nastopu, da si prihodnja vlada želi sistematičen in dolgočasen mandat, da se bo dalo normalno, upa, delati, načrtovati in program razporediti in uresničevati po tednih, mesecih in letih. In še nekaj, da z nastopom te vlade se dokončno neha čas, ko so ali pa smo drugorazredni v državi nastavljali še drugo lice. Enaki vatli bodo veljali za vse in predlagam, da se s tem čim prej sprijaznimo. Je uvodni nagovor zaključil, vajne misli ob tem pa so, mogoče, ajde, Aljaž, če želiš. Pač, moje misli tukaj so, no, zdaj smo pa mi na vrst. Tako jaz razumem govor Janeza Janše. Vsakič znova, zdaj vas bomo pa mi tepli, zato ker mislimo, da ste vi nas tepli. Tako, pa ti, Antiša. Ja, meni se pa utrne, ne vem, če sem kdaj to že uporabil, ampak meni se utrne vers iz Internacionale, ki pravi, bili smo nič, bodimo vse. Skratka, jaz moram reči, jaz imam majčkeno odpora do te samopercepcije žrtve. In igranje vloge žrtve, ki po pač razvoju kozmičnih dogodkov v nekem trenutku neha biti žrtev, in reče, zdaj bomo pa mi ravnali tako, kot mislimo, da je prav. In če hočete, tudi revolucionarna logika, se ni naključje, da je to v Internacionali, bili smo nič, bodimo vse, se mi zdi še kar narobna, zaradi tega, ker implicira, vsaj v mojem razumevanju, implicira nekaj, ne vem, če mu uporabiti izraz revanšizma, ampak drug izraz mi ta hip ne pride na pamet. Skratka, jaz mislim, da če je predsednik vlade, ob tej priložnosti mu seveda čestitam za 4. ponovitev mandata, jaz mislim, da je uporabil oziroma je poskusil biti spravljiv, mislim pa, da mu je to blago spodletelo. Mislim, da je on napovedal v bistvu, da je napovedal politiko Janez Janša 4.0, ki bo po mojih že od kdaj prej napovedih ostrejša, brutalnejša, bolj groba, kot je bila doslej. Razen, kot smo videli v Janša 1, Janša 2, Janša 3. Razen seveda, če se mu ni v recimo preteklih 4 letih temeljito in močno spremenil pogled na svet in na družbene razmerja, potem bomo pa morda presenečeni. Ampak glede na leta, leta starosti, leta delovanja v politiki in tako naprej, mislim, da je to prazno upanje. Hočeš reči, volk menja dlako, naravi pa ne. Temu smo bili že prav pri Janezu Janši kdaj že priča, recimo pred, se pravi, zdajle 22 leti. Vemo, kako se stvar je oziroma ni obnesla. Tako da jaz mislim, da z leti ljudje postajamo samo še bolj prepričani v svoj prav in staranju tudi Janez Janša ne more ubežati. Aljaž, ti se mi zdi, da si večkrat, ko si kaj opisoval, uporabo tole z škorpijonom in žabo, se pravi, ki ga žaba na drugo stran pelje, pa si škorpijon ne more pomagati in jo piči in se oba utopita. Ali ti verjameš, da škorpijon ne bo škorpijon? Ne, mislim,
Itak, da ne. Vprašanje je, tukaj ni. Niste nič optimizma. Ne gre za to. Vprašanje tukaj ni, ali se Janez Janša spremenil. Vse, da se Janez Janša ni spremenil. Vprašanje je, ali so se okoliščine, v katerih on vodi vlado, spremenile in te okoliščine pa mislim, da so pomembno drugačne. Ne glede na vse, ne glede na to, kako on pač projicira in demonstrira svojo moč, ne, in ta glas, dodatni glas iz opozicije, o njem je bilo zelo veliko napisanega, ne vemo, kdo to je bil, pač nekdo je glasoval, boli takurec, razumeš. Ampak on ima de facto in tudi de jure manjšinsko vlado. To, da bo resnica, je očitno toliko kaj se temu reče, uncontrollable, je lepo slovensko besedo, igralec oziroma igralka, da ga bo posledično njega še zelo, zelo glava bolela. Te solo akcije, ki se jih Stevanović privošča in v odnosu do, mogoče bomo te nonske rekli, kaj že, ker zdaj debate o priznavanju srbske manjšine v Sloveniji in tako dalje, to so stvari, ki bodo Janši hodile narobe. Zdaj, on jih bo lahko dolg časa ignoriral, dokler bo resnica glasovala tako, kot bo Janša hotel, ampak ta clash se bo zgodil prej kot slej in teh samo 43 glasov, ki jih Janša tokrat ima, mu bojo zelo narobe hodili. Še posebej, če se bo opozicija hitro zbrala in zadnje neke indikacije aktivnosti in jeza Roberta Goloba kažejo na to, da morda je vendarle našel borca v sebi in da bi se znala opozicija pač hitreje zbrati kot je pa tudi nekaj res, Aljaž, da Janša na začetku najbolj rabi resnico, pol naprej pa ne rabi za vse zakone in podobno 46 glasov. Kle mečkan prostora za manevriranje, kle je, ampak ne pa veliko se strinjam to, kar si rekel vse. Ne veliko, a veš, ljudje so bolani, ljudje imajo svoje interese, ne pozabiti tudi, da je budžet, se pravi proračun, pa rabi večino. A veš, tako da ta odnos, to ni sam pač once and done, ampak bo vendarle treba tako da. Se pravi, če nekako rečem, da tako, ko smo pred 4 leti, ko je ena stran druge predstavljala za hudiče, bo zdaj enako, da bomo še en krog tekli, ko ne bo, ali pa bo redko kakšno soglasje, kako skupaj naprej, ampak prej se je, vozilo po levi, zdaj se bo po desni, polovica države bo zelo zadovoljna, polovica države bo zelo nezadovoljna in to v, času, ko bi potrebovali, da vsem poskusimo najti ene skupne poti naprej, da bomo imeli te skrajneže z leve in z desne kot prej, da veliko ljudem ali pa večini mogoče to spet ne bo okej, da prej so Golobi štartali z očiščevanjem janšizma, da zdaj bodo Janšovci zamaščevani, v drugo smer, ne pa kaj vse bomo razvijali, ampak tako, kot sta oba dva na nek način rekla, konc je, zdaj boste pa videli, kam mi pridemo. In tako da namesto, da bi po dobrih, 20 plus letih počasi prekinili s to prakso in probali normalizirati razmere, bo pa zdaj 4 leta davljenja v drugo smer. Ne bo 4 leta. No, to sem vam hotel vprašati. Kakšen rok trajanja data vidva tej vladi? Mislim. Ugibamo. Ok, pol saj reči, dajmo staviti, ker to me pol motivira. Ok, Antiša kot zvani gambler, dajmo stavimo. Da bodo pa tokrat igrali na način, da bodo hodili do roba. Se pravi, da bodo zelo pozorno spremljali reakcije v javnosti, zelo bodo, po mojem, veliko energije vložili v to, da ne razburijo ljudi do te mere, da bi šli na cesto. Sicer bodo bodo pač, ko bodo zaslužili, da bi se to lahko zgodilo, bodo šli korak nazaj in vse to bo podrejeno temu, da oddelajo cel mandat. To je moja nekako... misliš, da bi ga znali? No, jaz mogoče nisem tako prepričana, da bi lahko 4 leta odkljukali, 2 gotov, mogoče pri 3.
da znajo biti resne težave. Matur, Kaj pa ti misliš, Aljaž? Jaz mislim, da več kot leto pa pol tole ne more zdržati. Ok, no lej, rečeno junija 2026 bomo videli, v katero smer. Pa ti tudi povem, zakaj, ravno zaradi to, ker je pač vlada toliko, ker v bistvu nima manevrskega prostora, vse to, kar si prerekla, glas dva gor, ne? Zunanji dejavniki bodo, ne vem, ali bo spet kakšna naftna kriza, ali bo, ne vem, Razumem, to ali ono se bo zgodilo, ne? Pač nekaj, kjer vlada ne bo imela manevrskega prostora, da bi reagirala tako, kot bi si želela, ampak bo reagirala tako, kot mora, in potem bodo stvari razpadle. Ne? No, bo zanimivo to spremljati, kako bo šlo, ker vem, da tudi, ko se je prejšnja vlada ustoličila, smo tudi čakali pa predčasne, pa leto, pa drugo leto, pa to, pa so na koncu 4 leta vsem pripeljali do konca. Že, sem s tako večino, no, come on. No, ne, lej, se pravim, bomo videli, kam bo šlo, no. Kadrovski obris nove vlade se izrisuje, preden grem in vaju povprašam samo glede teh ministrov novih in ministric. Samo, a imate kakšno mnenje o tem, kako je v trojčku in novi vladni koaliciji v bistvu SLS izvisela? Kaj je, oziroma če mogoče veste, no, jaz nisem uspela nič zares najti pametnega, zakaj je Bregant takšen trn v peti Janši, ker seveda bi bilo logično, Lotrič je povedal, da si želi ostati predsednik državnega sveta, ne? Ampak vsi ostali predsedniki strank so pa ali premier ali ministri. Kaj je za Bregant, da Janši ne diši? Ker ona je bila tudi ena od teh ljudi, ki so v covidu delali za njih, a ne? Mislim, delali za njih. Ona je bila državna sekretarka, pa nekako se, pa tako. Kaj, a kaj vemo o tem, ali gremo pač dalje? Mislim, karkoli bi jaz rekel na to temo, bi bila absolutno špekulacija. Aha, ne veš, ok. Ja. No, če bi pa špekuliral, bi pa rekel, kaj. Aljaž je hotel nekaj reči. Tako. Ja, ne, kar jaz razumem, se pač ona dva način dela ni skladov, ne, da v končni fazi tudi vehemenca njenih covidnih ukrepov, ne. Tako, malo je tudi ona zdaj razglašena za krivo, ne, ker se ne, da je vlada sprejemala tiste covidne ukrepe, ampak kar razumem je teza o rekreiranju z masko pač zunaj, ne, v naravi. Da je zrasla na njenem zelniku, ne? In to je bil pol, ker nekaj časa bila to kar fokalna točka izsmejavanja in ignoriranja vladnih covidnih ukrepov, ne? Ampak to se mi zdi tudi zelo tako klasičen desničarski seksizem, ne? Zdaj, jaz smo pa našli eno stvar, ki se je pa ena ženska zmislila, ki je bila malo premišljena, zdaj pa ona za vse kriva, čeprav smo mi za vse to glasovali, ne? In da je to bi znalo ustaviti. Zanimivo. Mislim, okay. Tako, to je sicer ena od podtes, ki sem jo razvijal v blogu, ki sem ga objavil včeraj, končno, po 14 dneh. Tako, dajmo tako reči, mogoče ona ni glih ministrski material, to je ena od ocen. A veš, ni vsak za vse, ne glede na to, da je predsednica SLS-a, je pa seveda tudi res, da bi pa posledično lahko, in tega pa ni naredil, in tukaj mislim, da se pač kaže ta patriarhalni seksizem in mizoginija, ne, bi pa seveda lahko vendarle drugače razporedil ministerske položaje, ne, ker Lotrič ima sicer, ostaje predsednik državnega sveta, ampak ima pa še vedno eno ministersko mesto, čeprav razumem. Seveda ima. In vem, da je bil Franci Rokavec, je blazno želel biti minister za kmetijstvo, ne, vidni član SLS-a. Pa še ena par drugih, lahko bi dal on še eno Ok, ampak ne vemo pa, zakaj je Bregant zares tak trn v peti, bolj ugibanja. No, jaz nisem nič uporabnega slišala. Ja. V bistvu. No, jaz sem se pravi, kukaj sem slišal, naj bi pač ta stvar izvirala iz covida, ne, in da se enostavno pač, da zelo, zelo ne klikata, no. Ok, no pa smo pa ta teden imeli še ta en drive-thru z ministerskimi kandidati, kadrovski obris nove vlade je znan. Kdo vaju je na zaslišanjih, ne vem, presenetil, navdušil, razočaral, sta koga posebej opazila, vama je kaj posebej ostalo v spominu, kaj je povedal, kdo ob čemer sta mogoče, ne vem, zastrigla za ušesi? Jaz moram reči, da zaslišanj, da bi jih prav gledal,
zaradi obilice drugega dela jih nisem. Ne? Tako da tisto, kar me je presenetilo, je bila nominacija Francija Matoza, se pravi minuli četrtek popoldne oziroma zvečer. Tisto me je presenetilo, ampak potem pa, kar se tiče pa zaslišanj, ne, pa kot rečeno, nisem jih spremljal, tako da ne bi mogel komentirati. Aljaž, ti kakšna misel na to temo? No, prvi komentar, da mora iti na vodenje teh zaslišanj, ne? Ker tako kot so si kot si aktualna koalicija očitno predstavlja delo v odborih, v bistvu še majčkeno bolj razvrednotijo delo parlamenta in to ljudje, ki so si prizadevali v tem parlamentu biti. Ne? To, da ti omejuješ razpravo v odborih na nekaj minut pri tako zelo pomembni stvari, kot je imenovanje vlade, jaz se bojim, da to spet, ne tako, kot je Ante še na začetku rekel, da to šele nakazuje način dela v tem mandatu, morda tudi pri bolj vsebinskih temah. Gre za flagrantno kršenje poslovnika, ampak ne, ker med sejo poslovnika razlaga predsedujoči, izven sej pa predsednik državnega zbora, imajo tukaj škarje in platno v rokah izključno nova koalicija in si bo morala opozicija najti načine, kako bo pri teh stvarih stvari potiskala nazaj, da si bo širila prostor, ki po poslovniku pripada, ampak ki ga zdaj zanikajo. Tako da to je prva stvar, ki je meni padla v oči. Drugo, ne vem, če ste opazili, ampak bodoči minister za šolstvo in kaj še vse, ker ne vem točno, kako se zdaj resorji minister delijo. za izobraževanje, znanost in mladino, Borut Rončević. Hvala. Če si tega imel v mislih. Tega, pa baš njega. Je med drugim rekel, da je treba v slovenske šole uvesti digitalizacijo, računalništvo in informacijske tehnologije. Zdaj, jaz ne vem, kdaj je gospod Rončević nazadnje odprl kurikulum osnovne šole, ampak jaz mu z veseljem sporočim, da sem v 7. in 8. razredu, se pravi leta 1993, že imel računalništvo. Klele bi mogoče sam majčken dodala, imel si ga mogoče kot dodatno, ker sem pa to glih zadnjič poslušala še z ljudmi iz šolstva, ki delajo v šolstvu, še računalništva nimamo pod obvezno. Tako da zdaj pa lej. Jaz sem ga imel, ne vem, mogoče sem ga imel v okviru tehničnega pouka, ne, ampak kukorkoli, to so bile te neke napredne šole v Ljubljani, veš. Ampak kukorkoli, no, hočem reči, da je mogoče vse mečkaj malo za časom, ne, reči, da to pa rabimo. Poleg tega me zanima, kje vse bodo te ure najdeli, pa še podjetništvo bi imeli, pa ne vem kva, pa gore pa dole, ne, a bojo otroci kaj res 10 ur na dan v šoli, da bomo vse to stisnili skupaj z telovadbo, ne, ker če pa ukinemo telovadbo, pa otroci ratejo debeli, ne. Ja ne, malo manj bo odvodov, integralov pa AMEP. Ampak hkrati pa hočemo spodbujati STEM, ne, se pravi naravoslovne vede. Tako, vsi bi vse imeli, otroci pa bojo pa pač imeli nič od življenja. Ampak glej, v redu, ne, očitno gremo tja. Druga stvar, očitno bomo spet imeli ljubezensko razmerje s premogom. In tretja stvar, ki mi je, ljudje so pričakovani ljudje v vladi, ampak se mi zdi, da večinoma na napačnih funkcijah. Jaz ne vem, kaj Janez Cigler Kralj dela na kmetijstvu, tudi ne vem, kaj Anže Logar dela na gospodarstvu. Čakaj, Janez Cigler Kralj, pazi, ne bo samo kmetijstvo, on ima še nekaj zraven, čakaj, pa je, samo. To je eno od tistih ministrstv, ki je samo za nekaj. Kmetijstvo, prehrano. Samo v narekovaju. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uraden naziv je minister za kmetijstvo. Ne, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To je tako zelo veliko področje, da meni se pač, v bistvu se mi kar malo smil, ker je to drugo najslabši job v tej vladi, ne. Ker, veš, na eni strani ima zdaj šefa vlada iz SDS-a, na drugi strani ima kmetijsko-gospodarsko zbornico, ki jo kontrolira človek iz SDS-a, on bogi NSI-jevc, ki je pa politolog po izobrazbi, ne se pa zdaj s kmetijstvom ukvarja. Pa stari moj, veliko sreče, ne? Kdo, Antiša, misliš, da bodo tako, da rečem, vsaj v štartu
pa po imenih, pa po suportu. Najmočnejši ministri, koga pa vidiš kot najšibkejše člene mogoče? Ne vem, jaz bi ugibam, si mislim, da Matos, Rončević, Logar, Vrtovec, Šircelj, tudi Cigler Kralj in Hajdinjak, da znajo biti med temi bolj, ne vem, trdnimi, vplivnimi. A bi koga dodal, bi koga vzel? Ne bi. Ne dodal, ne oduzel, bi opozoril na kulturo. Tisto bo zanimivo gledati, kaj se bo dogajalo, ko bo ministrstvo prevzela Ignacija Fridl Jarc. Ona je, jaz bi spomnil, ona je objavila precej kontroverzen tekst, takrat tudi odmeven tekst, ob otvoritvi slovenskega, kako se reče, slovenske okrepljene prisotnosti na Frankfurtskem knjižnem sejmu, takrat se in polemizirala z Žižkom, takrat, če se spomnite, če se pa ne, pa poiščete. Takrat je bil moj vtis, njena pozicija je bila tako precej, jaz uporabljam ta pridevnik državotvorna, se pravi, zaprimo se vase, glejmo nase, negujmo domačo kulturo in ne glejmo preveč čez mejo. Tako da to me bo zanimalo. Je pa res tudi nekaj, prav morda kulturno ministrstvo je eno od tistih, ki bo po mojem potrebno kar precejšnje prevetritve. Ne nazadnje se mi zdi, da je ne samo moj vtis, ampak kar v širši javnosti tudi, da je bilo kulturno ministrstvo v zadnjem mandatu pa res zaposlovalna agencija za naše. Tako da tam se bo veliko dogajalo, mi vemo, da kulturna javnost je javnomnenjsko zelo vplivna, je glasna, ima dostop do medijev, Tako da jaz mislim, da se bo ena od front se bo gotovo bila na resorju kulture. Tega vidiš, da bi znalo biti. Ja, običajno se je, ko je Janša prevzemal vlado, je tam bilo kar živahno. No, mogoče za tiste, ki pa niste tega toliko podrobno spremljali, se pravi 16. slovenska vlada, v 4. Janez Janša, predsednik vlade, 15 ministrstv bomo imeli, oziroma tole za naše v tujini, ne vem, nima čisto povsem enakega statusa. Ja, je brez portfelja. Reče pa samo ministrstvo. Tako, skratka, imamo Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Fridl Jarc za kulturo, Hajdinjak za obrambo, Kajzer za zunanje zadeve, Kirbiš Rojs za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, gospa Lep Šimenko za Slovence v zamejstvu in po svetu, Logar za gospodarstvo, delo in šport, Matos za notranje zadeve in javno upravo. Mislim sicer, da je tukaj še digitalizacija zraven. Tako, ja. Potem Oster za zdravstvo, Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve, Rifel za okolje in prostor, Rončević za izobraževanje, znanost in mladino, Šircelj za finance, Vrtovec za infrastrukturo in energetiko in Mihael Zupančič za pravosodje. No, ena stvar, ko smo jo naštevali, Antiša, ko sem jo naštevala, ti si omenil, da te je Matos presenetil, on pač kot tako rekoč osebni odvetnik od premierja, ki je z njim že vrsto let, no mene je pa na nek način presenetilo, pa tudi ne, da so v njegov, ali pa kdorkoli bi to bil, da so skratka v portfelj, ki obsega notranje zadeve, dodali še digitalizacijo, ker sem kar nekaj ljudi, ki se pa s temi stvarmi ukvarjajo, resno slišala, zakaj je kle zraven, ker želijo nadzor tudi nad našimi digitalnimi življenji. Država nadzora. Tukaj zelo velik vprašaj, bo za zelo spremljati, po mojem. A jaz lahko samo tako, da nam sam kritizirali? Da nam sam kritizirali? Ja, dej, ker enkrat je enega smo imeli, ki nam je pisal, če bi lahko tudi izpostavljali kakšne dobre zgodbe. No, katera? Ne, če izpostavljam dobre zgodbe, ampak moram reči, da je prisotnost Andreja Širclja kot ministra za finance, mogoče se motim, ampak to moj vtis, nenavadno pomirjujoča. Sploh glede na siceršno kadrovsko zasedbo, ne samo abrveznikom, ampak mislim, da je ta vlada absolutno praskanje. Čakaj, zakaj se ti zdijo abrvezniki? Kdo se ti pa zdi tak strel v prazno?
mislim, vsaj dva, ki si ju ti naštela kot močna, ne, in vplivna, mislim, da bi lahko bila močna in vplivna, če bila na drugih pozicijah. Ciglerja, kralja sem že omenil, on bo tam se utopil, se bo na unem resorju, in prav tako se bo utopil Anže Logar, ki se bo moral pa zdaj na eni strani ukvarjati z delodajalci in na drugi strani sindikati, ki so jih pa že še predno so imeli z vlado, so jih že poslali na barikade z tem interventnim kvazi omnibus zakonom. Ne? Skratka, to bo za videti, ko bojo zajetne ministrstvo. Tako, noben od njiju pa nima ekspertize na področju, ki ga pokriva, ker biti minister, to vedno rečemo, je političen job, absolutno. Ne? Ja, pa menedžerski, se imaš noter stručko, tako te načeloma naj bi. Pomaga pa, če kaj poznaš. Ne? A veš, tako da bomo videli, no? Meni se klele res ne zdi. Tako je res, pomaga, lahko pa tudi ne, ker Ministrstvo za zdravstvo smo tudi, morajo zdravniki, mogoče pa ne. Ja, no, ampak čakaj, hotel Širclja pohvaliti. Ja. To se mi zdi, da je pa, vendarle, on je en krog z Janša že odtekel, finance pozna in tudi njegova predstavitev se mi je zdela še najbolj utrjena v realnosti. To, da je on je pokritiziral tudi tale znižanje DDV-ja na hrano, ki je direkt rekel, da pač ljudje od tega ne bojo imeli nič, da bojo tukaj samo trgovci razliko pobrali. In je tukaj, kar je zelo ne drži se linije, ki so jo pač vsi zagovarjali na čelu z Vrtovcem in Logarjem. Je kle pač tako. Ja, tako da bomo videli, kaj bo. Se mi zdi prav, da ima vsaj finance čez nekdo, ki se upa povedati za vsaj te osnovne konture, kaj je, pa kaj ni res. No? Ja, jaz se pa sploh po kampanji, kakršno smo imeli, ko se je veliko govorilo, pa se je po njej malo drugače so se stvari sestavile, pa bolj kot to, kaj kdo govori, bo me zanimalo videti, kaj bodo dejansko delali. Zdaj, veliko menjav se seveda obeta v naslednjih dneh, tudi v poslanskih klopeh. Ena stvar pa se mi zdi, ali pa mogoče sem jaz opazim, da je pa še malo bolj pomembna, kadar vlado prevzame Janez Janša, je, da na najpomembnejša mesta in seveda tudi jasno tisto v lastni bližini pridejo preverjeni kadri, ko je lojalnost res zelo pomembna. Zdaj, meni se sicer zdi pomen lojalnosti v politiki, ki je res umazan posel, kjer sta moč in veliko denarja in so tam prevare, se mi zdi pomembna. Ampak kako vidva gledata na lojalnost v politiki? Če imate kakšno mnenje o tej temi? Zakaj to oziroma zakaj ne, ki je treba biti po vajnem previden, ko govorimo o lojalnosti v politiki? Vem, malo taka odprta vprašanja, ampak imate kakšna... Ampak je na mestu. Ja, nemogoče malo. Jaz mislim, da je zelo pomembno, kako lojalnost razumemo. Ne? Če je ta lojalnost razumljena kot nekaj slepega, da vselej verjamemo in izvršujemo tisto, kar Ata reče, ne? Potem je to brez veze. Ne? To je potem, rekel, spominja na kakšno sekto. Ne? Če pa lojalnost razumemo kot neko načeloma privrženost in podporo neki ideji, človeku, gibanju, stranki in tako naprej, ne? Iz te enačbe pa izključimo slepo strinjanje, potem pa jaz mislim, da je lojalnost ključna v politiki. Ključna v smislu, da ker gre potem v obe smeri, ne? Ključna v smislu, da imaš ti kot recimo predsednik stranke ali pa predsednik vlade, imaš za seboj ljudi, na katere se lahko zaneseš, hkrati, in tukaj pa mislim, da v Sloveniji marsikoga zmanjka, hkrati pa dopuščaš, da ti ljudje, na katere računaš in se zanašaš, ne, dopuščaš, da ti oni povedo tudi drugačno mnenje od tistega, ki ga zastopaš sam. In tukaj smo pa kratki. Skratka, odgovor na tvoje vprašanje, Nataša, jaz mislim, da je lojalnost zelo, zelo
pomembna, ne smemo je pa enačiti z slepim sledenjem. Se mi zdi ključno. Ja. Zato, ker če ni lojalnosti, ni zaupanja, če ni zaupanja, ti ne moreš z nekom delati. Aljaž, če bi bil ti predsednik vlade, kaj bi gledal, ko bi nabiral ljudi okrog sebe ali pa postavljal ljudi na položaje? Koliko bi ti bila lojalnost visoko na dnevnem redu? Mislim, da govorimo o koalicijski vladi. Meni bi, ne vem, vsekakor ne bi bila edini faktor. Mislim pa, da je, pri Janezu Janši je lojalnost stvar, ki teče v eno smer, podobno kot pri Donaldu Trumpu. Ni pa edini tak politik, seveda, v Sloveniji, da ne bo pomote. Ampak mislim pa, da je tega preveč, oziroma da se temu lojalnosti polaga preveč pozornosti, tak privatizem, da se polaga pozornost, da se ji daje preveč pomembnosti glede na ostale potrebne. Skratka, bi rajš imel za svojega, v narekovaju svojega, seveda, ministra ali ministrico, nekoga super sposobnega, pri katerem pa ne bi vedel, koliko se bo obrnil, oziroma če bo tam, ko ga boš rabil, ali... Mislim, zdaj, tako, sveda Tanka, ne? Glej, načeloma se pričakuje, da pač je vlada ekipa, ki igra na isti gol, ne? Ampak, ker niso vsi v istem, iz istega kluba, ne, so v reprezentanci, se pač treba malo igrati, ampak to po mojem v nekih idealnih razmerah, ne, pa razmere nikoli niso idealne, pomeni tudi, da pač pustiš ministrom, da do svojega cilja pridajo na način, kot se njim zdi prav, če to ne ovira drugih soigralcev. Mislim, da predsednik vlade, ki sam sebi priznava dovolj avtoritete in je dovolj, kaj temu reče, dovolj zaupanja samega ali pa sama vase, da jim pusti, da delajo, ne pa da mikromenedžerira. In za Janšo se je večkrat govorilo, da je njegov problem mikromanagement, tako kot mimo glede Goloba tudi, sam verjetno so razlogi drugačni. Tako da, mislim, jaz bi vaju imela, poglej, takoj za moja ministra. Ja, jaz bi tebe tudi imel takoj za ministrico. Ne, pa Antiša tudi, da kdo si želi biti minister? Kaj bi dal? Čakaj, seveda si želiš, Antiša, kaj bi prevzel, če že? Ajde, pač nekaj moraš prevzeti, kaj bi prevzel? Pa to si nas enkrat že vprašala, pa da zdaj, ne vem, kaj sem takrat odgovoril. Zdaj si malo starejši, ne se vsem, zdaj si malo starejši, druge izkušnje, še drugačni, novi podatki o tem. Ne vem, kakšne zunanje zadeve, kaj? Recimo, ali pa kaj podobnega. Finoča, skratka, diplomacija, avti, potovanja, lepe večerice. To bi se zredil pol. Ok, ti bi se rad zredil, kaj pa ti, Aljaž? Jaz bi vzel kulturo. No, to ti jaz ne bi dala. Tisto, kar nekdo hoče, to ne bi dala. Pa koalicija razpade. Antiši bi dala. Vidiš, kje je lojalnost? Dala sem ti posel, dala sem ti ministrstvo in hop, o prvi priliki si me zabodel. Kjero ministrstvo bi pa ti mene dala? Kako si... Jaz sem pa razmišljala, da bi kaj tacga od policija, pa kaj to. Jaz bi imela obrambo, ti policijo, pa drugega sploh ne rabimo. Oprosti, ti si ura, kar rečeš, v moji državi bo tako. Kaj ti z obrambo? Ne, sej, to si hvala, ker si to izpostavil, ker jaz sploh ne bi imela ministrstvo. Ja, to je res. Ja, ne? A veš, tako da, ne, to, glej. Ampak poglej, kako si me zabodel o prvi priliki. Kako sem te zabodel? Jaz sem ti povedal, kje sem jaz močen, kje obvladam, kje se meni zdi, da bi bil jaz dober član ekipe, me nočeš imeti v ekipi, glej, poiš drugega, no problem. Lej, evo, pa sem ostala brez najboljšega takoj. Ne, ful se strinjam, ful ste super povedala vse, tako da totalen problem je brez lojalnosti in spet valjda totalno nevarno slepa lojalnost, ker pa ljudje nehajo se sprašvati, postavljati meje, dvomiti in pri nas, mislim, si Aljaž ti to rekel, ali sta pa se oba dva na nek način, da lojalnost se pogosto meri potem, ne, tudi ko gledamo tiste lističe, kako je kdo glasoval,
kako glasno ti nekoga braniš, ne pa potem znaš ti dejansko pravočasno povedati, ko nastopi višinska bolezen in seveda ta nastopi, da dela napako. Tako da jaz to zdravo lojalnost vidim tem idejam, javnosti, inštitucijam, ne pa enemu hajl človeku To je in problem, ne? njegovemu ego. Ne. Je pa seveda to totalno, manj udobno, ne, ker zahteva hrbtenico, ne samo discipline in hrbtenice je hiter zmanjka. Tako da bomo videli, kako bo s tem. Ne. Kako pa na drugi strani vidite ta odtegnitveni sindrom, ki pa seveda je sestop z oblasti, nič več rdečih preprog, falkona, rezerviranih mest, VIP tretmaja, pozornosti, vpliva varnostnikov, ko se vse vrti okrog tebe, pa tega občutka pomembnosti, ki pa na drugi strani zdaj izginja. Kako se vam zdi, da pa to jim gre novi opoziciji od rok? Za te stvari ti bo itak vsak ti bo rekel, da je on trpel pri tem, ko so ga hodili domov iskat varnostniki, pa da mu je bilo odveč hoditi na, ne vem, premiere pa tako naprej. Ne? Ampak to v veliki večini primerov je treba vršiti čez ramo, ne? Kot bi rekel Robert Golob. Ne? To nič od tega ni res. Vsi v tem, ali pa vsaj večina v tem uživa, no, si upam trditi, ne, zato ker jim imponira, preprosto. So bili primeri, jaz se spomnim, recimo enkrat mi je Pavle Gantar pravil, ki je bil predsednik parlamenta, je rekel, da je nehal na hokej hoditi, on je na hokej hodil, ne, na tekme gledati. Je rekel, sem nehal hoditi, zato ker to povzročiš težave in prireditelju, ki morajo biti na dve vrste spredi, zadnji prazne in varnostnikov in tralala vse, ne. Kučan je včasih znal pobegati, Pahor je bil znan potem, da je pobegnil tem varnostnikom. Ne. Ampak, ko govoriš pa zdaj o trenutni sliki, pa mislim, da je še premalo časa mineva te dni, ne. Mislim pa, da tisto, kar pa spremljamo v Državnem zboru, je pa ena ihta, s katero se tisti, ki se počasi poslavljajo s pozicije, in odhajajo v opozicijo, neka ihta, s katero spremljamo, s katero ta postopek oziroma ta proces spremljajo. Ne. S tem jaz mislim, da si ne delajo najboljše usluge. Tisto, kar lahko opazimo tudi, je to, da nekatere poslanke in poslanci, ki so bili v preteklem mandatu strašno glasni, vehementni, jaz sem uporabil včasih pridevnik oblastniški, ne, so nekako, se mi zdi vsaj po mojem, tako ko jaz stvari percipiram, so v veliki večini so nekako se umaknili, nekam so šli, na backbench, ne, kot se reče v angleščini. Jih ni. Tako da lahko, da je to majčkeno zdaj še razočaranje in tako naprej, in da se bodo v tej svoji vehemenci vrnili, lahko pa tudi, da bodo ostali tam, kamor so se zdaj dali. Bomo videli, kaj bo rekel parlamentar. Aljaž, se ti zdi, da graciously odhajajo? Ampak niti ne vem, če je graciously treba odhajati. Ne, mislim, da imamo to pogledno, sej pol pridemo do tja, imamo tudi eno, kar se temu reče public submission, politbizarko, nastopa zdaj ob poslušanju, ob snemanju te epizode še, ne, ob poslušanju pa ne več predsednika vlade, ker se je očitno njegova jeza in srd in žolč, ne, ki ga je izlil tudi v govoru na Jančah, se je pač marsikomu zataknila v grlu, da je bil pregrob, ne, in premalo dostojanstven, tako da to je očitno so mnenja tukaj deljene in razumem, tam je bil, pač Golob je bil res zelo ostro se je postavil. Ne? Ampak tisto, kar pa meni, to, kar je Antiš rekel, seveda drži, ne? Pač ljudje, ki so bili zdaj 4 leta navajeni, da so vedrili in ovlačili v parlamentu in v vladi, ne? In tisti, ki so v bistvu, ki prvič zgubljajo to funkcijo, veš, ker recimo ljudje, kot je Matjaž Han, še ne vejo, ne? Ja, oni, veš, Han pač ve, pride, gre, glej gor, dol, pač sej, ne? Ja. Se bojo stvari obrnile, pa bo spet drugač, ne?
Teli pač, ki so zdaj prvič izgubili, so pa kar, ne, se mi zdi, da so jim mali igračev vzeli. Po drugi strani imaš pa ljudi, ki so pluvali, metal bombe, bili poniglavi, taki, ki se priimke začne na M, pa konča na Ahnič, zdaj so pa kar naenkrat vsi ugledni, pa kako si drznete, pa gled, kako se obnašate, pa imate vi sploh kaj spoštovanja do funkcije, pa tako dalje, pa tako dalje. Ne? Zdaj so pa se vsi pogospodali, tako da je ta malce ničovosti, pa jara gospoda, pa ne vem kaj še vse. Ja, ful je zanimivo to opazovati. Meni je to res in v eno in v drugo smer, v katero gre in tam vidiš, kdo je človek, kdo pa te stvari malo drugače. Zelo lepo si povedala, hvala. To je to, se pravi, mi 4. junija 2026 dobivamo 4. vlado Janeza Janše, ki je v peto dala še preden je zaprisegla in vaju sam povprašam za mnenje, zdaj prve glasne štale, ki se nakazujejo in ne dvomim, da bodo naslednji dnevi prinesli nove, to tako pač je. Ena je, da so sprejeli omejitve pri parlamentarnih preiskavah, zdaj tukaj se napoveduje referendum, potem Državni zbor je zavrnil razpis referenduma o interventnem zakonu, zaradi česar pa sindikati napovedujejo ustavno presojo. Potem, si želel kaj dodati? Ja, kar nadaljujem, ampak le imam opombo. Aha, prav. Se pravi, pri drugi točki, zapiši si. Pol recimo tretja točka, ki je tudi povzročila nekaj razburjenja, je tudi, da so sprejeli pokop žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah, temu pa ljubljanski župan ostro nasprotuje in pa tam je pa zanimivo, ker seveda bomo tudi zanimivo, ker bomo konec leta imeli pa lokalne volitve. Poslanci SDS-a, NSI-ja, SLS-a in Fokusa in Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku in med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Tako sem razmišljala, kakšen vpliv utegne, če bo tako ostalo, to imeti na izvolitev Jankovića za ljubljanskega župana v 6. ali 7. Ampak izvoli, Aljaž, ti si pri drugi točki hotel kaj neki pripombico. Ker se zadnje točke tiče nikakršnega, ne? Okay, med drugim tudi zato, ker še vedno nimamo niti enega resnega protikandidata ali protikandidatke. Če mene vprašaš, bi mogel burek z rozinami med prednost, ampak boste pač imeli naprej. Tudi burek z rozinami ne kandidira. Mogoče ga pa kdo bo. Kar se tiče referenduma, ustavno sodišče zdaj ali bo ga dovolilo, bomo videli. Če pa bi slučajno ga dovolilo, bi se pa tukaj odpira ena zelo zanimiva možnost, da so se v bistvu Nova Slovenija in demokrati, oziroma pač cela nova koalicija, so se v bistvu kar zaklali, ker če jim pa zakon pade in omnibus na referendumu, pol pa vseh teh zakonov, ki so jih oni odprli z omnibusom, se zdaj en let ne smejo dotikati. In so v bistvu, je tukaj stava dosti večja, kot so oni mislili, da bojo oni zdaj malo pošraufali pa malo posignalizirali. Ker večinoma gre za to. Gre za virtue signaling, gledajte, to bomo naredili pa odpravili še tiste omejitve, ki so ostale potem, ko je ustavno sodišče razmontiralo Golobovo zdravstveno reformo oziroma del glede zdravnikov in dopolnilnega dela. Ampak če bo pa stvar na referendumu padla, pol se pa oni, tudi če bojo hoteli, se en let tega nove mogli pretikati. In ta isti virtue signaling je po mojem tudi ta odzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ker vseh njih, ne vem, 15, a veš, bo pa zdaj ful vplivali na Antiša, kjere pa si ti kaj opazil tako, kakšne fronte, jaz sem jih pač te 4 naštela, neke ene večje, ene manjše, gotovo še kakšne bodo, a si ti kaj opazil, kaj praviš, kakšni bodo prvi naslednji dnevi in tedni? Razen tega, da bodo gradbinci na cestah začeli delati 24/7. Joj, neki. Seveda, zdaj bomo po noč delali. Ja, to bi bilo lej. No, tisto, kar je
ker sem opazil, da minutažo in kvadratne decimetre v časopisih dobivajo teme, ki niso prav razvojne, no, tako bom rekel. Ne. Se pravi, po eni strani velika razprava o neotesanem obnašanju in retoriki predsednika državnega zbora, kar je vredno vse obsodbe, mogoče o tem lahko tudi še kaj rečemo, ne. Po drugi strani velika razprava o tem, kje bomo ali in kje bomo pokopavali in prekopavali žrtve povojnega političnega nasilja. Mislim, to so teme, ki jih velja obravnavati počasi, s premislekom, priti do enega konsenza in jih potem izpeljati in stvar pustiti tako, kot smo se skozi leta pogovorov dogovorili. Ne pa zdaj, ko imamo, mislim, zdaj smo prišli do tega, da se bomo zdaj pa tudi že o lokacijah pokopališč pogovarjali iz mandata v mandat. Mislim, a smo normalna država? Mislim, lepo vas prosim, no. Jaz samo čakam, da bo nekdo zdaj prišel pa bo rekel, da bo spomenik tam za Kazino v Ljubljani pri parku Zvezda, da zdaj pa tisti treba razstreliti, pa že, ko smo pri tem, nam je ostalo še nekaj kil tistega razstreliva, pa dajmo še pol tem Kardelja pa Kidriča v luft vršt pa tako naprej, ne. Pa bo prišla pa nova oblast, pa bo rekla, ne, to je treba in bomo pol ponovno postavljali spomenike. Jaz namenoma karikiram, ampak javna razprava oziroma politika v zvezi s tem je pa točno taka. Na vsake 4 leta mi razglasimo praznik, pa ga potem demonstrativno ukinemo. Pa ga potem 3 leta nimamo, zato da ga potem lahko kot eno prvih potez prihajajoče vlade ponovno uvedemo. Pa mi priznamo eno državo, pa potem se pogovarjamo o tem, a bomo mi to državo odpriznali. Ne? Pa mi torej zastavo ene tuje države dvignemo na pročelje vlade, zato da jo lahko potem spustimo, ampak spustimo jo zato, da bomo dvignili novo zastavo gor. Ma čakajte malo. A mi mislimo, da v okolici vlade ali pa tudi v Sloveniji nimamo opazovalcev v obliki kulturnih atašejev, obveščevalcev, ambasadorjev in tako naprej, ki v svoje države matične ne bi sporočali, da smo mi v bistvu ena smešnica od države. Ampak to se nam dogaja, a veste, se nam dogaja. Medtem pa mene še zmeraj zanima, kako se mi ne bo treba iz Kopra v Ljubljano, če štartamo 5:15 zjutraj, prideti na sestanek ob 7 glih za glih. Mi smo pa tukaj, a veste, za 100 kilometrov jaz rabim sred noči 1:45. Drug teden grem iz Kopra na Bled, pa se bojim, da dosti manj kot 4 ure ne bo trajal. In jaz resno razmišljam, da bi vmes naredil postanek v Ljubljani, pa prespal v Ljubljani, zato da si pač to dolgo pot razdelim na 2. Ne? Slovenija je velika. Ne, ampak, a veste, mislim, to so pa realni problemi. Ista zgodba je iz domžalske oziroma štajerske strani in tako naprej in tako naprej. Pa dajmo se s tem ukvarjati, no. Ne, oziroma tako, samo še, da se dokončno dopolnim, dajmo se ukvarjati tudi z vprašanji povojne, recimo povojnih žrtev političnega sistema. Dajmo se ukvarjati. Ampak dajmo se ukvarjati umirjeno, dajmo se ukvarjati na dolgo, dajmo se ukvarjati kvalificirano, dajmo se ukvarjati za kamerami, ne pa pred njimi, ne? In dajmo sprejeti eno odločitev, ki bo potem obveljala, ne glede na to, kdo je na oblasti. In dajmo se ukvarjati ne v smislu, kaj bo dobro pisalo in prišlo v medije ali družbeno omrežje, kaj se bo delilo, ampak kaj bo dejansko spreminjalo naše življenje, ker vidiš, to pa je ena stvar, ki tudi jaz nisem imela časa, da bi vsa zaslišanja gledala, ampak ena stvar, ki se mi zdi, da bi pa mogli več pozornosti v sklopu razvojnosti, je pa, a veš, da imamo mi toliko zelo opravka z raznimi avtomatizacijami, digitalizacijami, da umetne inteligence
pa je lahko rečete tudi kakšna drugačna inteligenca, niti ne omenjam, ampak ljudje je strah, kakšni bodo jobi prihodnosti, katerih jobov več ne bo, kako se bodo jobi spreminjali, službe, ne? Kdo se bo s tem ukvarjal? Ja, ne, bomo pa kdo lahko voli, pa kdo ne, pa kje bo kakšen spomenik stal, pa kdo je kakšno dobro komu rekel, ne. Glej, minister za digitalizacijo, Franci Matos, bo imel gotovo odgovore na vsa ta tvoja vprašanja. Jaz bi sam to hotel reči. Vse te teme, ki ste izdala vidva zelo pravilno... Kako imam rada, kar rečeš, kako pravilno nekaj naredimo. Tako, ne, ste pohvaljena. Ki ste jih izpostavila kot teme, ki so trenutno v javnem diskurzu, to vse je virtual signaling. Ne. To je tako, kot temu rečejo Američani, red meat for the base. Vprašanje je, kaj se bo dogajalo zadaj. In mislim, da na nek način, pa vendarle, ene stvari so, da rečemo, šle ven. Ignacija Fridl Jarc je omenjala spremembo zakona o RTV. Ne? To je glavna tema. Potem je Jernej Vrtovec za spremembo zakona o parlamentarni preiskavi kar direkt povedal, the quiet part out loud, da bodo oni zdaj lahko preverjali financiranje med drugim tudi nevladnih organizacij, ki se ne bojo mogle upreti, če bo zakon obvelal preiskavam, ki je javni interes, ker bo do zdaj moral parlament vendarle pred sodiščem, če je bilo to treba pokazati javni interes. In to isti Jernej Vrtovec, ki je rekel, da on pa ne bo pokazal financiranja inštituta Janeza Evangelista Kreka, kaj že imajo, ki so ga obtoževali, da denar pere tam skozi. Potem ta isti človek je rekel, da vendarle ne moramo imeti civilnih iniciativ, ki zavirajo razvojne projekte po tej državi, da temu treba narediti konec. Potem, ko so vsi navijali za tiste, ki so ovirali gradnjo kanala C0 v Ljubljani, ne govorim, kaj je bilo zdaj prav ali pa narobe, govorim samo o tem, kako se pogled na določene mehanizme demokratične ureditve obrne potem, ko si na oblasti. Vse to. Ja. To so te stvari. Hvala, da si jih izpostavil. Jaz bi sam še to rekla, če je komu ušlo. Vmes je, pa gremo pol na naslednjo postavko, vmes imamo pravnomočno oprostitev. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo za aktualnega premierja Janeza Janšo in so obtožene v zadevi Trenta, s čimer se je končal eden najbolj odmevnih sodnih postopkov v državi po 20 letih. Zapovedati, po mojem. Če je kdo zgrešil. Zdaj pa bi nas odpeljala k politbizarkam, razen če bi kdo želel še kaj dodati pred tem. Ne? Zihar, ampak pojmo na politbizarke. Daj povej, Aljaž, kako smo... Gledam. Rezultate politbizarke, ne moram verjeti. Po dolgem času sem zmagala. Res je, zmagala si, Katja, kako ti njeni izpadi so kar prepričali ljudstvo. Hvala. Drugo mesto sem zasedel v imenu Katja. Drugo mesto sem zasedel jaz, v imenu Branka se zahvaljujem, pravi moški SP. Branko Grimski naroča storitve pri tem SP-ju. No in pa Lotričev alt-right fotopop diskurs je pa zasedel pogumno 3. mesto. To je bil Andraž, meni se zdi, ker je Antiša prejšnji. Evo, izvoli Antiša, s čim greš po zmago? S čim grem po zmago? Grem z, kako se reče temu, investicijami v lastni dom. Kako mu je Balažic? Milan Balažic, aktualni župan Moravč. Se je zapletel v pač neko, recimo temu, domnevno korupcijsko zgodbo, katere eden od temeljev je tudi, pozor zdaj, njegova domača kuhinja. Očitno je gospod prenavljal obstoječo hišo ali pa gradil novo, o tem ne vem veliko. Vsekakor je pa v tem procesu ugotovil, da je kuhinja, ki si jo je izbral, predraga. Stala naj bi 26.000 evrov. Ojebenti. Ja, to ni malo denarja. Kaj je storil?
po finančno pomoč se je zatekel k lokalnemu podjetniku, ne, s katerim je pa po drugi strani kot župan pač ravnal malce prizanesljivo, no, dajmo tako reči. Ne. In zdaj, jaz bi se retorično vprašal, če mogoče nas gospod župan posluša, zdaj sicer v priporu na Povšetovi, ampak a je pomislil, da bi morda... Kaj? A ni že vam prišel? Ne, so ga za 30 dni spet poslali noter. Jaz bi se retorično vprašal, oziroma bi ga vprašal, a je morda pomislil, da se da kupiti tudi cenejšo kuhinjo? A veste, zato, ker če jaz nimam za Rolls-Roycea, bom pa kupil, ne vem, Golfa, ne, ali pa bom kupil Opla, ali pa bom kupil, ne vem, Renaulta. In enako sem ravnal tudi pri kakšnem nakupu kakšne kuhinje. Skratka, to, da ti ugotoviš, da je kuhinja predraga, ne pomeni, da ti to kuhinjo moraš kupiti. Prvič. Drugič, obstajajo finančne institucije, ne, pogovorno se jim reče banke, kjer morda odobrijo tudi kakšno posojilo potrošniško ali kakšno drugo, zato da ti to kuhinjo za 26.000 evrov lahko kupiš. Ne. Tako da obilica razlogov je za to, da nakup kuhinje v gospodinjstvu Balažic okličemo za politbizarko oziroma kandidatko za politbizarko tega cikla. Zelo lepa, jaz se sicer sprašujem malo tudi, kaj je z nekaterimi našimi diplomati, ker on je včasih bil ambasador v Avstraliji, kjer so bili tudi eni problemi, ampak se spomnite tiste zgodbe z macolami v Španiji, kaj je tudi kaj je bil ambasador? Mislim, da je bil Reberc. Peter Reberc. Kaj je ne vem, koliko ton enih teh kablov, macol pa kablov. Čakaj, ampak lahko od mojega predavatelja v 3. letniku pri politologiji, doktorja Milana Balažica, vendarle še malo biramo. On se meni zdi tak klasičen primer tiste srpskega rekla, ili v zatvor, ili za ambasadora. Evo, on je bil oboje. Ne? Ampak ne pozabimo tudi, da je on bil, mislim, da še kot ambasador v Avstraliji, ali pa takoj potem, ko se je vrnil, umešan v eno kobajagi naftno zgodbo v Bosni in Hercegovini, kjer je bil nek akter tudi Oman z plinskimi maskami. Z Omanom je imel pa takrat je tudi neke sprejeme, ne? Ker on Oman je bil v Avstraliji aktualno. Tako, ampak in pa je on tam prinesel neko zgodbo o nekem naftnem polju, ki ga noben do zdaj ni našel v Bosni, pizda, veš. Tako da, Milan, No, povej, kaj imaš pa ti za politbizarko? Jaz, najprej moram, sem prej že omenil, pa smo imeli en public submission Golobov nastop v Jančah. To se ljudem malo zataknilo v grlu, ne bo zdaj v konkurenci, ne, ampak bo pa v spremljevalnem programu. Tako da, tudi če ima kdaj kdo še kakšno politbizarko, sporočite nam jo, mogoče bomo kdaj naredili eno ekstra anketo, zdaj, ki jih znamo toliko delati. Ampak skratka, hvala za to. Moja politbizarka je pa najprej hotel biti Stevo in njegovo mešetarjenje okoli srpske manjšine v Sloveniji, ampak zdaj bo pa ta njegov Facebook post o poslankah, ki se obnašajo kot pocestnice, ker je ne glede na to, da smo se pogovarjali, da je vse trolo na futra in tako dalje, se mi zdi, da je to res vse obsodbe vredno, že iz naslova kolegijalnosti, ker je predsednik državnega zbora, ne glede na to, da je drugi človek, druga funkcija v državi, je vendarle zgolj prvi med enakimi. Drugič, ne spodob se. Tretjič, mogoče bi bilo fajn, da bi razširil svoj bazen primer, tudi ki je mečkam bolj kultiviranga. In s to nominacijo bi pa tudi hkrati predlagal, da se Zorana Stevanovića vsaj za trajanje te sezone, ki bo hmal konec, ampak vendarle, diskvalificira iz politbizarke, ker drugače bo vsak teden on. Bo serijski zmagovalec. Se strinjam, ker je mislim, res v narekovaju dober. Ne? Kaj že tista turška, ko se klovn preselil v palačo, ne postane kralj, ampak palača postane cirkus. Tako je. In to je res mogoče v kali treba zatreti, tako da jaz tvoj predlog podpiram. Se pridružujem.
Evo, to je Stevo, evo, zadnjič se nominiram, pa gotovo do nadaljnega. Nema više zmage. Ampak kaj je s temi, mimo grede, tako usodo je doživela tudi Urška Klakočar Zupančič. Kaj je z ljudmi, ki jih izvolimo na mesto predsednika državnega zbora, da so tako prizadevni v pridobivanju nominacij za bizarke, da potem jih moramo diskvalificirati. A ni zanimivo? Ja, ta funkcija, veš kaj, to je druga funkcija v državi in kar precej imajo teh spremljevalnih bonitet. In mislim, da se to običnemu človeku pač res ne zmeša, ampak utrga. Veš kaj, mislim, da je problem v nas. Ne? Mi smo problem, ki se s tem ukvarjamo, ne? Ker v dobrih starih časih so pač mediji se niso škandalizirali okoli tega, ne? Ker pač ni bilo podcastov kot je LDGD, ampak so seveda to dutifully prenašali, ne? Te misli. Ker ravno sem se spomnil, leta 2006, ko je bil Zoran Janković izvoljen prvič za župana, ti si lahko od njega dobil izjavo, ama čist o vsem je imel mnenje in o vsem je to mnenje zelo rad delil. Celo o Izraelu in Palestini na neki točki. Veš, kaj ima župan za govoriti o Izraelu in Palestini? In mislim, da je to. Ljudje, kot si rekla Nataša, to so pač ti prki, poleg tega ugotovijo, da karkoli bojo rekli, se bo potem bo odmevalo in jim to rata všeč. Ja, to je. No, veš, kaj imam pa jaz? Jaz sem najprej mislila, da bom skočila v politbizarko s temi podmuklimi prehranskimi smernicami, ki jih je odhajajoča vlada tako 5 minut pred 12 nekam uturila in namočila kup strokovnjakov, ki se s tem niso strinjali in to naložila na fajlu, ki je bila na naslovki, ne vem, če ste opazili, tako AI grafika in gospa z 6 ali 7 prsti. Gor. Ampak ne, pol me je pa navdušil minister za zdravje, gospod Ostrc. Pred volitvami sem delala en pogovor oziroma eno omizje, to predvolilno. Zanimiv gospod, krasen, ljuden, prijazen, tako da ga še z večjim veseljem imenujem. On je pa rekel naslednje v kontekstu teh testiranj, je tudi na vprašanje, ali bi morali za poslance in poslanke uvesti tudi alkotest, je Ostrc, danes minister, takrat bodoči, dejal: alkohol je del družbene kulture in to je za Slovence neke vrste hrana. Tako da je prepričan in verjame, da zna vsak poslanec pri alkoholu najti mero. Zdaj, tako, alkohol je hrana, glihen to, kakor je Twitter terapevtska skupina. Tako da, ampak se mi zdi pa dobra za politbizarko, ker pol seveda je ministrstvo za prehrano, bo pa šank, ali ne vem, kaj bo. Skratka, alkohol je za nas hrana, je moja politbizarka. A vam lahko samim... Tole totalno nobene šanse nimam, da zmagam, ker seveda točno je povedal as it is, ne. Tako, ne samo to, predvidevam, da se bo z Jelko Godec popolnoma ujela, ne, vsaj po tem pitanju. In drugič, ne, morda starejši občani med nami pomnijo, nekoč je bilo vsaj vino za potrebe DDV-ja klasificirano kot hrana. Tako. Tako da, no, če bi se stavila, pa če bi to opcijo imeli, nekaj se eni pač stavami in s tem ukvarjajo in ponujanjem teh, bi definitivno stavila, da to niti pod razno ne bo zmagalo. To ni kakršno bizarko sem dala za bizarko, ampak eto, kle smo. Zadnjih 30, Antiša, nam boš delil z nami kaj? Čakaj, kaj sem že rekel, da bom rekel? Ok, malo razmisel, Aljaš? Ja, kaj imam, ampak sem zdaj le imel. Sej, kar malo razmisel. Aljaš, kaj imaš pa ti? No, jaz imam pa spet eno bralno priporočilo in sicer nek blog post z naslovom Liberal Currents in sicer objava ima pa naslov The Interracial Cuck Porn Theory of Everything. Podnaslov Everything is gender, but to understand gender you must understand sex. Avtor, domnevam, Cameron Cummins Smith. Skratka, stvar je v bistvu rahlo tongue in cheek, se pravi rahlo predrzen, pa vendarle zelo, se mi zdi, utemeljen tudi na znanosti in
družboslovnih in naravoslovnih vedah, o tem, zakaj moderna desnica razmišlja tako, kot razmišlja. In je zelo zanimiv in gre za vprašanje odnosa ne samo do nasprotnega spola ali več nasprotnih spolov, do odnosa do lastnega telesa, odnosa do seksualnosti, fetišizacije drugega. Skratka, super zanimiv, mogoče ni glih za branje na delovnem mestu, če imate to vrstne šefe, ki jih to vznemirja, ampak toplo priporočam in bomo dali link v show notes. Hvala lepa. Bom jaz nadaljevala, Antiša, ti imaš pa še... Sem se že spomnil, ampak kar izvoli, Nataša. Okay. Junij, v zadnjih 30 sekundah, kot vedno so to 30 sekund, je krasna priložnost za kakšne prostočasne aktivnosti priporočati. Če razmišljate, kam jutri v soboto 7. junija, predlagam vstop v časovni stroj, in sicer na festival Historial v Škofji Loki. Plac je krasno prenovljen, spoznali boste starodaven sejemski utrip, starodavno loko, cehovsko dediščino mesta, v živo razne izdelave izdelkov, lončarske delavnice, tudi glasba tistega časa bo, pa razne družabne igre in ljudje bodo oblečeni po starem. Tam med 10. in 22. se dogaja, proti koncu dneva, tam nekje po 8. uri zvečer, pa še koncert Katalene. Tako, fajn festival, mulčkom zelo zanimiv in ga priporočam. Izvoli, Antiša. Jaz bi pa pozdravil dva, ki sta v minulih 14 dneh pristopila do mene, tako totalno sem presenečen, se upravičujem, sem deloval malce zmedeno, ker sta me presenetila. In sicer enega mladega poslušalca, ki me zanjčo govoril tam v okolici Vesolja v Ljubljani, in pa plavalko, s katero sva se srečala v koprskem bazenu te dni. In oba sta izrekla pozdrave ekipi, oba sta izrekla pozdrav temu, kar počnemo, in spodbudo za naprej. Tako da, kot rečeno, za nazaj se upravičujem, ker sem deloval malo smotano, ampak vsakeč znova v takih priložnostih ne vem, kaj pravzaprav reči, no. Tako da se zahvaljujem za prijazne misli in za prijazno gesto, no, evo. Blagajničarka v Mercatorju mi ni pa rekla nič, ne, morda zato, ker ne hodim v Mercator. To pa Andraž, ne, njega dobro to obrajtajo, gospe, tam se mi zdi, da je ona ene parkrat to omenil. No, anyway, to je res ful lepo slišati in tudi jaz pridem tako malo, po moje zardim. Še dobro, da je poletje, pa smo malo porjaveli v obraz, pa se manj vidi. Ampak ful hvala za poslušanje. Lej, 35 minut je mimo. Tako, vsi, ki takole pozdravite, pa to res je fajn, jaz ne vem, sem še iz zimskih počitnic, meni to zgodilo to v vrsti na Voglu. Ful bomo pa tudi veseli, če se boste naročili na newsletter, na naš zapisnik, pišete na info@metinalista.si in rečete, želel bi zapisnik, ja pa želela bi zapisnik. Poleg tega, da nas pozdravite takole v zuniji, smo vedno veseli pa bomo tudi, če boste podprli Metino listo. Z podrobnosti na metinalista.si / investiraj, stric ali teta iz ozadja, član ali članica vlade narodne enotnosti. Ful je dober, ful dobite dobrih drugih perksov in mi bomo pa tudi veseli in še raje delali to, kar delamo že zdaj. Hvala in se slišmo.